Se je kdo kdaj vprašal, kakšna moralna navodila so dobivala mlada dekleta recimo pred 100 leti? Danes bomo pokukali v prav takšno knjigo, Slovensko katoliško nabožno delo. In to je res kot nekakšno okno v svet, ki ga danes skoraj da ne poznamo več. Skratka, čaka nas pravo potovanje v preteklost. To je ta knjiga, ki se je verjetno reklo Vrtec. Ne, to ni bila samo neka zbirka molitev. Njen cilj je bil veliko večji. Šlo je za to, da se oblikuje celotno življenje krščanske mladenke z zelo natančnimi duhovnimi in moralnimi navodili. In da ne bo pomote, tukaj so bile stave res, ampak res visoko zastavljene. Ni šlo zgolj za vprašanje lepega obnašanja. Ne, celoten moralni sistem je bil predstavljen kot usodna izbira med večnim zveličanjem v nebesih in, večnim pogubljenjem v peklu. Poglejmo, kako bomo raziskali to knjigo. Najprej, kdo je sploh bila ta bralka? Potem, kdo je bil njen ideal? Seveda, Marija. Nato se potopimo v, precej temačen del, grozote greha, ampak brez skrbi. Takoj zatem sledi pot kreposti, pot rešitve. In na koncu, seveda, pika na i, končna sodba. Pa kar gremo. Torej prvi del. Kdo je sploh bila ta oseba, ki je držala to knjigo v rokah? V kakšnem svetu je živela? In kaj za vraga so od nje sploh pričakovali? Aha, krščanska mladenka. Veste, to ni bil samo nek opis, to je bil ideal, skorajda življenjski cilj. Predstavljajte si celotno življenje, ampak res, od jutra do večera je moralo biti prežeto s 3 stvarmi. Čistošnostjo, poslušnostjo in pobožnostjo. In te knjige, to so bili njihovi zemljevidi. Pot je bila začrtana do zadnje podrobnosti, zelo, zelo jasno. Dobro, če je bil to cilj, kdo je bil pa potem končni vzor, tisti popolni ideal, k kateremu je bilo treba strmeti? Ja, besedilo tukaj ne pušča prav nobenega, ampak res nobenega dvoma. Samo poslušajte tole, kako poetično je to napisano. Ta citat, res slikovito prikaže, kako zelo so častili devico Marijo. Ona ni bila samo nek zgled. Ne, bila je, kot piše, bleščeči prestol, popoln model čisto vseh vrlin. In katere kreposti so to bile? Tukaj jih imamo. Brezmadežna čistost, seveda. Ponižnost, ljubezen, krotkost, potrpežljivost, pokorščina in pobožnost. V bistvu so dekletom rekli, naj gledajo na Marijo kot na svoje nebeško zrcalo. Genialna prispodoba, kaj ne? V tem zrcalu naj bi videle vse, kar jim še manjka do popolnosti. Dobro, imamo idejo, imamo vzor, ampak vsaka dobra zgodba rabi konflikt, kaj ne? In tukaj je osrednji konflikt. Nenehna, vedno prisotna nevarnost greha. In kako so mlade dekleta sploh učili o tej nevarnosti? Morda s kakšnimi suhoparnimi teološkimi razpravami? Niti slučajno. Uporabljali so res žive, včasih prav grozljive zgodbe, take, ki so se zagotovo zavedno vtisnile v spomin. Samo predstavljate si tole. Zgodba o sveti Katarini, ki pravi, da bi raje do sodnega dne hodila po žerjavici, kot da bi še enkrat samkrat videla demona. To nam pove, da greh ni bil neka abstraktna stvar, ne, bil je otipljiva, resnična groza, nekaj absolutno strašnega. In če prejšnja zgodba ni bila dovolj, poglejte tole. To je pa res grafična prispodoba. Tiran, ki sovražnika prisili, da na hrbtu nosi razpadajoče truplo. In potem knjiga reče, duša v smrtnem grehu je še neprimerljivo bolj ostudna. To je podoba, ki je zagotovo ostala z bralkami. Nekaj neznosnega, nepredstavljivo odvratnega. Ampak, veste kaj? Knjiga ni samo strašila, ne. Ponudila je tudi rešitev. Predstavila je jasno pot ven iz tega in ta pot je bila, seveda, pot kreposti. In tukaj res vidimo ta črno-beli svet. Na eni strani imamo napuh, na drugi ponižnost. Napuh te, kot v tisti zgodbi o puščavniku, pripelje naravnost v pogubo, v padec. Ponižnost pa je temelj vsega, ključ do božje milosti. Nič vmes, nobenih sivin, izbira je jasna. In zdaj postane zadeva skoraj kot nek psihološki priročnik. Poglejte, kako razčleni skušnjavo. 3 stopnje. Prvič, ideja se pojavi. Drugič, občuti se nekaj, ugodje ali gnus. In tretjič, ključni trenutek, odločitev, sprejmeš ali zavrneš. S tem so bralke dobile res praktično orodje, nekakšen zemljevid za ta nenehan notranji boj, da so vedele, kje točno so in kako reagirati.
Ampak če bi morali izpostaviti eno krepost, ki je bila nad vsemi drugimi, bi bila to zagotovo poslušnost. Poslušnost komu? Bogu, cerkvi in seveda staršem. In poglejte te primere, s katerimi so to utemeljevali, so res močni. Kralj Savel izgubi kraljestvo zaradi enega dejanja neposlušnosti. Abraham pa je nagrajen, ker je bil pripravljen žrtvovati lastnega sina. In potem še ta zgodba o Samuelu Jansonu, sporočilo je bilo kristalno jasno. In tako smo prišli do konca, do velikega finala. Tukaj se vse skupaj poveže. Govorimo o končni sodbi, o ultimativnih posledicah vseh teh življenjskih odločitev. Ta vizija brata Leona je pa res nekaj posebnega, popolnoma povzame vse. Predstavljajte si 2 lestvi v nebesa. Ena je rdeča, Jezusova, ta je strma, težka, mnogi padajo z nje. Potem pa je tu še bela lestva, Marijina. Po tej je lažje plezati, ker ti Marija pomaga, te potegne gor. Njena vloga milostne posrednice je s tem zacementirana. In ta citat svetega Bernarda to samo še potrdi. Še ni se slišalo, da bi Marija zapustila grešnika. To pomeni, da je ona pribežališče grešnikov. Za vse tiste, ki jih je bilo morda strah, tiste strme Jezusove lestve, je njena pot ponujala upanje. Sporočilo je bilo jasno in tolažilno. Tudi če padeš, Marija te ne bo zapustila. In na koncu se vse skupaj zoži na eno samo stvar. Eno samo, edino, a absolutno ključno izbiro. Izbiro, ki definira čisto vse. In tako zaključujemo tole naše potovanje z vprašanjem za razmislek, kaj nam vsa ta stroga svarila, vsi ti absolutni ideali, kaj nam vse to pove o svetu, ki ga je ta knjiga poskušala oblikovati. Ker jasno, danes tega ne beremo kot navodila, beremo ga kot zgodovinski artefakt, kot okno v čas, ko so se kultura, vera in vloge spolov oblikovale na precej drugačen način.